Letošnja sezona Prve lige Telekom Slovenije se je prevesila v drugo polovico in na sporedu je bil 7. derbi občine Domžale med Domžalami in Radomljami. V izjemno hladnem sredinem večeru se je na tribunah zbralo 350 gledalcev, ki so na igrišču videli dodobra spremenjeno enajsterico Domžal. V primerjavi s tekmo proti Celju je trener Simon Rožman na igrišče poslal le 3 iste igralce, vratarja Dejana Miliča ter branilca Gabra Dobrovoljca in Matijo Široka. Svoj debi je na levem bočnem položaju doživel 24-letni Kamerunec Aleksandr Kombi. Pred tekmo so se zbrani z minuto molka poklonili umrlim v letalski nesreči v Kolumbiji, kjer je življenje izgubila večina nogometašev brazilskega kluba Chapecoense. Tekmo so sredine igrišča začeli nogometaši Radomel, ki so se od prve minute predstavili z agresivno igro, tudi daleč od svojih vrat. Kljub temu so imeli prvo priložnost Domžalčani, ki so zapretili že v drugi minuti po podaji Žinka je poizkušal Veljko Batrović, izkazal se je vratar Aljaž Ivačič. V 12. minuti poizkus Majerja, žoga mimo desne vratnice. V 25. minuti prvič nevarnost pred vrati Domžal, podal je Lidžan, poizkušal je Šipek, na pravem mestu pa je bil Dejan Milič. In še 44. minuta, slabše posredovanje Kombija, strel Šipka, branil je Milič, potem je poizkušal še Janković, Domžalčani pa so se ubranili in prvi polčas se je končal z izidom 0:0. Simon Rožman je med odmorom opravil 2 zamenjavi, namesto Manceja in poškodovanega Kombija sta vstopila Slobodan Vuk in Jure Balkovec. V drugem polčasu pa v 55. minuti napaka Žinka, podaja na polovico Domžal, Nunič je bil spretnejši od branilcev rumenih, podal je v sredino do osamljenega Jankovića, ta pa je premagal nemočnega vratarja Miliča in popeljal Radomlje v vodstvo z 1:0. 4 minute pozneje v napadu Domžalčani, Širok proti Alvirju, predložek v kazenski prostor, tam je bil Veljko Batrović, ki je streljal previsoko. 63. minuta, Majer za Balkovca, močan strel z levico, toda mimo desne vratnice. 81. minuta, v napadu Batrović, do žoge Vuk podaja v sredino do Alvirja, ta je našel Široka, slednji je poizkušal s podajo, potem še strelom, toda mimo vrat Radomel. 88. minuta, proti vratom Domžal je stekel Nunič, toda pozoren je bil vratar Milič, ki je preprečil podvojitev vodstva Radomel. Minuto pozneje priložnost za Domžalčane, Širok za Repasa, Slobodan Vuk na bližnji vratnici mimo gola in še 89. minuta, Ivačič odbil je Dobrovoljc, še enkrat Dobrovoljc, potem pa dolga žoga proti kazenskemu prostoru Domžal. Nunič je bil spretnejši od Halilovića, potem še od Miliča in zatresel je mrežo Domžal za končni izid Domžale Radomlje 0:2. Ja, absolutno, poraz boli, bom rekel še kako. Moram reči, da nekako sem pričakoval tekmo v tej smeri. Mislim, da smo tudi vso zadevo predstavljali na tak način. Še enkrat, na drugi strani ni ekipa, ki ne trenira. Na drugi strani je ekipa, ki igra prvo ligo in ki je, bom rekel, v zadnjih 3 tekmah pokazala določen napredek. Jaz mislim, da smo nekako poskušali zbrati skupino fantov, ki bo v danem trenutku v najboljših, bom rekel, kondicijskem stanju v teh težkih razmerah, ampak enostavno smo bili v vseh fazah igre nekako neprepoznavni. V fazi obrambe, bom rekel, nismo, mislim, da praktično dobili nobene žoge, v fazi napada nekako ne izkoriščali, bom rekel, igrali drugače kot mislim, da bi mogli in enostavno tudi v prekinitvah, bom rekel, nismo niti malo nevarni za gol, tako da zaslužena zmaga Radomlja. Domžalčani so doživeli prvi domači poraz pod vodstvom Simona Rožmana. Čeprav jih je spodrsljaj oddaljil od vrha lestvice, je razlika do 4. Celja ostala visokih 9 točk. Rumeni bodo poizkušali izgubljeno nadoknaditi že v nedeljo, ko bodo ob 14. gostovali v Krškem.